da tek bi bil orodje, s katerim bi se jaz izboljšala kondicijo. In tako sem pač začela teči počasi. Do 21. so 3 fantje še zdržali, pa so vsi popuščali. Meni je bilo noč, jaz sem kar tekla. Na 32 sem začela pospeševati. Pa je bila pa Franja, pa so mi dali pa licenco, pa sem mogla pa na vse one tekme klance iti. Zdaj, če sem jaz prehlena, ne grem teči. Kam pa jaz grem na porezno, da bo pa dol prišel, pa Vesna, ti imaš koleno razsuto, pa tako. Mislim, pa ne vem, kam je bilo, res. Jaz sem kar šla. Drage dame, dragi gospodje, dober dan, dober večer. Ja, spet vas pozdravljam v še eni epizodi podcasta za Gred za tek. Tokrat, ja, cenjeno damo, ki mi bo zaupala vse o teku, triatlonu, kolesarjenju, pa še milijon drugih stvareh, s katerimi se ukvarja v življenju. Z mano je Vesna Dolenc. Živijo. Pozdravljen. Kako si, Vesna? V redu. A si danes že tekla? Danes pa nisem tekla. Danes je pa dan za počitek. Petek! Počitek je del treninga. Manj je Čak. včasih več. To je- Treba vsak dan teči. Kam bi pa prišli, če bi skozi tekli? Jaz bom Moramo dal delati to- nekaj drugega. Jaz bom dal to na majico, res na majico bom Ja, dal, kam bi prišli, če bi vsak počitek. dan tekel. Res. Ne, ampak me pa preseneča, ne? Poznam Ja. veliko, bo rekel, različnih vztrajnostnih, vzdržljivostnih športnikov. Za nobenega še nisem slišal, da bi imel pa v petek res dej. Vsi imajo ponavadi v ponedeljek, ker so tako utrujeni od nedeljskih dolgih tekov in dolgih koles. In ti imaš pa v petek, zanimivo, kako to? Ja. Imamo ponedeljek, imam res day. Absolutni. V Okej. petek imam pa, danes ga imam. Drugače pa spomlad, pa poleti, jesen je kolo v petek. Zdaj bo počasi kakšen skajk petek. Ali pa počitek, odvisno od počutja. Zdajle mi pa še počitek, poslušam svoje telo, vzamem počitek. Jutri pa naprej. Kaj je pa na sporedu jutri, Vesna? Kakšen trailček. Kakšen trelček je skromno dejala, to predpostavljam, da to bo najmanj 20 km in 1500 višincev. Ne bo to višincev. Tlele gor grmada, doma gor pa dol. Več kot enkrat najbrž, ja. Zdaj, Vesna, lej, ti si, čakaj, maratonka, pa ne maratonka, ki je tekla maraton po 3. Si trelašica, pa ne samo trelašica, ampak tista, ki, ne vem, na gorskih maratonih stopa na stopničke, skoraj redno. Potem si triatlonka. Nisem triatlonka, nisem bila še na triatlonu, razen na tehnikarje. Štafetnem sem tekla, ja. Pa s kolesom se voziš, ja. Kolo obožujem, ja. Pa dirkaš, pa hodiš na priprave, pa tako naprej. Ne? Ja. Zdaj, kaj hočeš reči, da nimaš carstva za bazena, pa vendarle plavaš, pa nisi še na dirko? Mislim, voda je moj element, jaz sem tako zelo povezana z vodo, ne. Včasih sem se pisala potokar, že to nekaj pomeni, ne. Po potoku sem riba, obožujem vodo, evo, školjke nosim, ampak mene začne tako, po pol uri plavanja mene začne zebst, pa mi rata dolgčas. Pol mi je, ne vem, tam na uro gledam, kaj bo odbilo. Ne vem, nisem plovna, potopim se takoj, se matram. Nisem našla tistega užitka v vodi za plavati. Drugače pa obožujem, tečem. Mislim, imam jadralni tečaj, sem jadrala. Povezana sem z vodo, ampak ne s plavanjem toliko. Nažalost. V eni uri vseeno odplavaš tudi kakšen kilometrček, 2 ali več. Ja, no? ja. Ni tisto, ko uživam tako kot pri teku in kolesarjenju. No, ampak ti si Žalost. v 3K, ne, si, Ja. ne, med triatlonci si. Zdaj Ja. boš rekla, ne, da te teli fantje in dekleta tam ne uspejo spraviti ob vsem tem, kar laufaš, pa kolesariš, pa če 1 uro zdržiš v vodi, da te niso spravili še na, ne vem, eno polovičko, pa tudi ne morem verjeti. Malo so mi že zasejali seme, se temu reče, ampak mislim, to je zdaj tako vse tako neki fancy šmensi, no. Jaz imam pa bolj rada mir. Preveč galame hočeš reči v triatlonu, ali kaj? Ja, tako kot na maratonih, preveč galame. Ne A moreš sem te biti, presenetila z odgovorom. ne moreš biti v 3K športu, da nisem.
Jaz te vidim, berem, jaz te gledam in rečem, a ne, če že vse to počne, bo šla na triatlon, pa če se koj, ne vem, a ne bo prekoljena pol, ne moreš, da ne, mislim, A? ne, Ne mislim, odločiš. s svojo kolezarsko kondicijo, s svojimi maratonskimi časi, plavanje itak najmanj vpliva na skupen čas, no, pa za božjo voljo, no, No, Vesna. jaz tako rečem, nikoli ne reče nikoli, a ne, to je samo tisti trenutek odločitve, puf, narediš prijavnico in pa si noter, sam bo, počasi. No, če se ne boš sama, te bo pa kdo drug pol, zdaj, ki si to na glas povedala. A ne? Meni je še zmeraj škoda, da je v koprski slovenski triatlon, ja, dol na obali, pač živel samo 3 leta in potem odplaval, odjadral niže dol po Jadranskem morju. Kaj meniš? No, saj Slovenija bi si zaslužila en tak half iron, recimo. Ja, bi bilo fajn, ja. Verjetno bi se tudi dosti ljudi začeli s tem, več bi se začeli s tem ukvarjati, če bi bilo bolj dosegljivo, mogoče. No, ti si bila takrat na tisti štafeti dol v Kopru, ko se ti vse zdelo, je to malo drugačen šport kot ostali, recimo vzdržljivost, ampak vseeno, kako si ti to takrat dojemala, je bilo pač na Ja, nivoju meni je vse bilo skupaj? všeč, mi je bilo. Jaz sem se pa drugo leto videla že, da bom šla na tekmo. Pa so se pa stvari malo drugače obrnile, nekaj pač vmes prišlo in potem pač sem se drugače odločila. Daj mi še kaj povej o sebi. Lej, recimo, če bi ti rekel, a ne, pa so se pred tem snemanjem pogovarjali, pa se kaj naj ti povem, sem rekel, boš videla, boš imela marsikaj za povedati, začetek Vesna, evo, se najini publiki, tako na YouTubu kot na audio platformah, prosim, ti predstavi, recimo, da ti reče, evo, Vesna, izvoli, oder je tvoj, kdo je Vesna Dolenc? Kdo si tekačica, trejlašica, bolj, hribovka, gordica, po poklicu sem medicinska sestra. Ali imaš šport in tek tudi za to, da si sprazniš glavo, da greš na... Zakaj? Kaj ti pomeni pravzaprav gibanje v naravi, če so pri tem? Ja, da si sprazniš glavo, v bistvu to me je način življenja. Pač že od nekdaj sem se bolj ukvarjala tako športom, sem bila aktivna. Od malih nog, hočeš reči? Od malih nog sicer ne, ampak sem v bistvu mene tek mogoče že kar v zibelko položen. Mi smo v osnovni šoli, za telovadbo smo šli vedno kroge okoli šolskega igrišča teči. Itak, kdo je bil prvi? Vesna, a ne? Samo enega fanta nisem prehitela, enega Primoža. Vse sem nažgala, vse. Kako da te pol tem niso zvabili v kakšno atletiko, kakšne treninge, kot ponavadi, kakšne so mlade punce pač povlekli? Ja, ne vem, verjetno so bili malo zaostala šola, kaj pa se, ne vem. Učitelja sta tam kadila cigaret, nam so dali žogo, pa smo šli rokomet igrati. Mene so dali v gol, da sem branila, sem se tam matala levo, desno, da sem se obranila, sem imela počasi tega dost. Enkrat so me pa dali na tekmo, po mojem sem bila še v nižjih razredih, še 3. razred ali pa 2. Smo šli na Kodeljevo, na stadion, šprint so me dali, pojma nisem imela. Sem bila zadnja, sem prijokala na koncu, da so bili eni študentje te Lifa, ne vem, pa je tam en fant to lažil, tako. Vse punce so se zagnale, pojma mislim, a veš, kako boš ti nekoga dal na šprint, teče kroge okoli igrišča. In tam se ti je šprint pa zameril in še zdaj ga ne maraš, ali kaj? Ne, nisem zameril, ni glih šprint moja vrlina. Kdo rabi šprint, če je odličen na maratonih, daj si pa potem zapopadla tek kot rekreacijo, tek kot recimo neko kontinuiteto, tek kot skoraj da preko tedensko vadbo. Kdaj ti je zlezel toliko pod kožo pol odrasli dobi? Ja, to sem pa prav razmišljala. Pa v bistvu se je začelo tako, da sem šla v alpinistično šolo, pa tam smo pač s fanti šli pod stene plezati, pa v gore, pod kakšno odpravo. In sem vedno zadnjica plala in sem gotovila, da moram teči, da tek bi bil orodje, s katerim bi se jaz izboljšala kondicijo. In tako sem pač začela teči počasi, pa sem imela otroke, pa me je mož poslal teči, da sem tečna.
Pa, ko so bili malo večji otroci, pa sem pa v bistvu začela redno teči, pa sem šla v skupino. Tega je koliko zdaj, desetletje in več, pa najbrž, a ne? Ja, kar. Mislim, da sem v klubu že 10 let ali pa že več kot 10 let. Pa že prej sem pa sama tekla. Zakaj si šla v bistvu v klub? Zaradi napredka, zaradi družbe, zaradi tega, ker te kdo povabil? Ja, jaz sem se včasih spogledovala s tem, da bi triatlon šla, ne? Ampak smo takrat, spet če pri ni bilo, triatlonu. ja, to je bilo, ja. Evo. Sem In vedel. sem šla v knjižnico in sem brala vse tiste knjige, kako je že plavajo kolesari, teci Teci, in vse poznam. živo. In potem, to so bili še, takrat še nisem imela otrok, ja. Pa ne, mislim, da je bil takrat Kregar v Kamniku, če je bil, naš tajzga ni bilo. In sem šla pol plavati v bazen, ker itak nisem znala plavati, sam žabo. Pa, ne vem, nisem se nekako odločila, tisto plavanje mi ni šlo, pol sem dobila otroka, pa sem šla še enkrat, sem šla v en tečaj plavanja, otrok je plaval v svojem tečaju, jaz sem plavala v svojem tečaju, tam pa regi. Tako da sem splavala, sem se vsaj malo naučila, pač itak nisem plovna, nisem bila zadovoljna s tem, ni bil to moj tak element gibanja, no. Pa je šel že spet čas mimo, ne, veš, otroci pa vse. Nekako. No, ampak to si delala, preden si 3K šport v bistvu našla, pa se vključila. Ja, pa v bistvu, jaz sem bila noseča na morju, na Peljost. In je bil tam en Beno in oni so skozi gor tekali na tist, en hrib je gor na Peljostu, se zelo ne spomnim, kako se mu reče, pa kolesarili so, ne, pa surfali. Evo, če jaz ne bi noseča bila, jaz bi šla surfati. Me niso pustili. Tako da, tam sem izvedela, da obstaja ta klub. Pol, čez 2 leti sem bila spet tam, sem bila spet noseča, ne, z drugim otrokom. Tako da. Ti spet niso pustili surfati in si šla spet? Spet mi niso pustili surfati, ne. Cel kup tečajev je bilo, cel kup surfov, mislim, jaz pa nisem smela. Tako da. In ti si šla potem v hrib, pa na kolo, pa ja, ne, takrat noseča, takrat nič. Ti si sam gledala z velikimi očmi, kaj počne. Gledala sem, ja. Pa sem se enkrat mogoče odločila, da bi šla. Pa sem prišla v klub, sem začela teči. Kje si našla 3K šport? To informacijo sem imela prek tega Benota. Oni so bili še iz kluba in so rekli, pridi k nam, pri nas bo fajn. Ja, tako. Nekako podoben, tako, ja. In ko prideš v klub, se pa zgodi kaj? Dobiš organizirane treninge, trenerja, kaj se je zgodilo? Ja, to je bilo že toliko let nazaj. Otroci so bili še majhni, mož se je mogel malo sprijazniti, da bom jaz pa zdaj v določenih dnevih šla teči. To me je tudi malo tako, kako bi rekla, tudi jaz sem se mogla privaditi, ne tisto, kar meni paše, stihijsko, ampak neko rutino, konsistenco, red, tako. Kako se počutiš, kaj bi rad. Rabo si uro, sem imela pač takrat eno oranžen polar, pašček, pojma nisem imela, kako se to uporablja. Tako. In so te podučili pol in si dobila izkušnje in se začela pogovarjati. Ja, so me podučili, pa smo šli prvič, smo tekli okoli Ljubljane, so me vprašali, če imam kakšen gel s sabo, kaj je to gel, pojma nisem imela, sem rekla, imam dar, pa lepo je tako tam rastejo, ne vem, neki ringlo ali kva je bil takrat. Od tega malo narobutaš, splačem. Kdo rab gele, če ima ringlo? Ampak, no, me zanima pa nekaj, no, ti si prej laufala pač malo za dušo in za veselje in tako naprej, potem si šla v klub, in si začela malo strukturirano trenirati. Najbrž, če praviš, da si zmagovala že v šoli, imaš pač malo talenta tudi za te športe, za tek pravzaprav. Se je hitro najbrž pokazalo, da je v tebi malo več kot čisto običajna rekreacija, v torkih po četrtkih karikiram, pa reš laufati malo 6:30, par kilometrov, zdole se prešvicaš. Ti si pa najbrž hitro napredovala, ali kako? Ja, pa je bilo še eno manjše obdobje, in ko sem se odločila, da želim preteči maraton pod 3:30. 3:59 je lahko, samo da ni 30, da je pod. Ampak to je bilo kdaj? To je bilo
Takoj na začetku že ali kasneje? Veš, da se zelo ne spomnim. Po mojem letu je 2,5, ne, je bilo 2,5. Ne, ja. A si že imela za sabo kakšno maratonsko? Ja, če pogledaš te rezultate od maratona, jaz sem sama tekla 3 ure 47, pa naslednji let sem 3 ure 40, pa sem pa rekla, da želim pod 3 ure 30. In sem prišla v 3 Aha, tako, se pravi 2015, 2016, ko si bila v Ljubljani, si trenirala še sama? Ja, tako. Sama. Da ne bo pomote 3,40 za samostojni trening za dekle je še zmeraj izvrsten čas, če tako pogledaš. Ja, takrat sem se zagnala, sem bila na polovički, ulala hitro, pa sem še gagala do konca, ker nisem vedela, kako se teče. No, ampak ja, podlaga je bila vse dobra, no, ampak ja, takrat si sklenila 10 let po letos, da boš ti pa 3,30 mejo premagala. Ja. In smo bili, no vem, jaz pa mislim, da še 3 fantje, smo skupaj trenirali, ko smo bili 4 pa resna detelca, smo si rekli. In vsi smo imeli isto željo. Trener nam je pa enega kolega naš timu, da nam je tempo držal, a ne. Do 21 so 3 fantje še zdržali, pa so pa vsi popuščali. Meni je bilo noč, jaz sem kar tekla. Na 32 sem začela pospeševati in sem dosegla pač 4,25, ne. To je bilo to. Pač vsako leto bolje, no. Ta tvoj pacemaker, ne? Je šel potem s tabo do konca ali je on tudi pol umagal, kot si ti začela pospešiti? Ne, on je na 25 nehal. Mislim, ne, da ne bil umagal, sem pač dosti imel. Ne vem, pač tam me je dal k zajcem, rekel, da moram biti vzad v skupini, jaz sem se hotela nekaj pogovarjati, me je napisal, da bom tih, sem prišla ven iz veterja, biš nazaj. Sem gledala, kva mu je, pet not. Ampak pa smela dosti, pa ki on šel, pa ti šla naprej. Ja. Ne, malo kasneje še, ja. Kje so bili pa ostali 3 sotrpini, ki niso Ja, tam, en je bil, ne vem, mislim, da so 3,32, 3,34, 3,36, tako, pač so, malo so umagali. Nimaš kaj. A so dali vsaj za kakšno pijačo, glede na to, da so tako neslavno propadali, ti si jih pa nascala za 10 minut? Ne še, nisem grozen. So bili ponosni. No, vsaj to. Mislim, 3,25 je že resen čas, to je, ne vem, kaj je to, 4,50 na kilometr, to je kar hitro, ne. Ampak no, ko enkrat odtečeš maraton 3,25, kaj pa pol naslednja stvar, ki si Vesna reče, ne, da naslednje leto si premagala tisto magično mejo in pa si rečeš, zdaj pa po 3,20 klinc, ali kaj? Kaj pa svem, vsakič sem hotela boljš teči, tako, pač hitreje biti boljša, ne, pač mislim, vedela sem, da sem sposobna, no, vedela sem, da nikoli nisem dala dovolj od sebe, mislim tako, čeprav verjeten sem, no, sem. To je itak moj problem, ja. Hočeš reči, da se malo bremzaš, da si malo zadržan, mislim, da si konzervativna pri porabi svoje energije in vse, ja, kaj? A na treningih pa kako? Mislim, na dirkah, če praviš, da je tvoj problem, da ne daš vsega od sebe, ne? Ne, da se natreniraš, tako hočem reči, da bi lahko imela še... Aha, v tem smislu, no, da bi... Da imaš še manevrski prostor, hočeš reči. Ja, tako, no, recimo. No, ajde, pa prejela to čist s konkretnimi številkami. Ko se je Vesna pripravljala svoj prvi maraton 3,47 v Ljubljani leta 2015, koliko je trenirala takrat, recimo? Čisto, če se spomniš, ne vem, si šla 3-krat, 5-krat na teden, si šla po 10, si šla dolge treninge, si delala kakšne intervale ali pač ne? Čisto kampanjsko, kaj je bil čas, vem, po 80 kilometrov, ne veliko. Edino mogoče čez vikende sem pa šla, že tja proti Grmadi, ampak tiste Grmade pol malo kasneje pa šla na vrsto. Ja, sem laufala, ja, tudi že takrat, ampak to je bilo, pač. No, in ko si šla pa v klub, kaj se je pa tam spremenil, koliko si pa pol tekla pod vodstvom trenerja in tam sem pa tisto, kar sem prej eno dolžino tekla, sem jih pol malo hitreje, pa po 3-4, tako, kar. Se spomniš, koliko kilometrov, podvojila si v bistvu, kaj, volumen? Podvojila skoraj, ja, jaz sem pol tekla po 5-6 kilometrov, recimo, sama, ne, mi smo pa pol 15-20, čisto.
No, to, recimo. to je že, se pravi, se ti je, ne vem, koliko si naredila na teden, recimo, da narediš maraton za 3 ure pa pol, si kdo predstavlja, da pač vendarle, ne vem, odpreš knjigo od Štefanija, noter ti bo za 3:30 napisal, da moraš iti 5-krat na teden ven, pa da moraš narediti vsaj en 20 plus kilometrski trening, pa vsaj kakšne intervale. Mislim, se moče spomniš, koliko je bilo tega pri tebi na teden, ne vem, 50, 60, 70, več kilometrov, kaj? Ne spomnim se, jaz tega takrat nič nisem sledila. Jaz sem šla teč, če sem imela čas. Res, veš, koliko je to tega že nazaj. Ne spomnim se. 10 let žal. tako hitro mine. No, kaj pa, no, recimo, Ne. kako strukturirani ste bili pa v klubu, recimo? Kdaj, kolikrat na teden ste imeli skupinske treninge, kolikrat si pa sama pol še tekla? 3-krat na teden imamo skupinske, ne, torek, četrtek, nedelja. Pa sem pa sama še kakšno sredo, soboto, tudi kakšen petek. Odvisno. Tako odvisno. Se Ne pravi, vem, pa vseeno- ne, vse- ne. Pa, mislim, Hotela si biti boljša, ampak si Ja. se tega zavedala in si pač s tem trenirala tudi več, si predpostavljam. Pol, ne? takrat ne. Takrat sem trenirala tako, kot sem imela napisano. Ko Aha. sem bila še začetnica, ja. No, ampak vse, napisal, tega si se vsem držala. Če je pisal, ne vem, 3-krat na teden ste se dobili, pa je pisal še 2-krat mušice, Ja. 2-krat šla in to je bilo sveto. Ja, in pol je pisalo, en teden po maratonu smo imeli pauzo, nismo imeli treningov, lahko bi pa začel počasi mogoče sam pač teč. In jaz pač nisem šla teč, ker nič nisem imela napisala. No, ampak ne, sej vsem ti pasal mal. Jaz sem mislila, da moraš počivati, da pač, ne vem, da je že za nekaj dober, pač dobro. Mama je bilo tako, no, ampak sem A se z- z drugimi stvarmi zamotila takrat. Dan danes, recimo lansko Ljubljano, kdaj si šla potem? Že naslednji dan na iztek ali kako? Da? Zdaj? Ja, mislim, da sem se pa spustila. Za vsak slučaj. Ni mi pasal, sva šla s kolegom na pivo, sva šla počasi, lepo sva hodila in sva šla na pivo. Ker kaj pa bi naredila s tistimi 6 kilometri brez veze. Mislim, hoja, hodila pa sem. Vsak dan sem šla hoditi. Tudi po maratonu, ko sem ga utekla, sem šla popoldan hoditi. Pa so to lepo okoli. Pa se to okoli, kaj pa se to okoli? A ne, klele pač do Bajrija pa nazaj. Ko je na 5-6 kilometrov ne cel krog. Ampak, no, kdaj si šla pa prvič pol teč po maratonu? No? Predlansko vem, da je bil že četrtek, letos pa mogoče tudi četrtek ali pa pol nedelja, ne vem. Pa si čutila, Mislim- kaj je v nogah še pač maratonski Niti tempo? ni bilo Ne? nič kaj posebnega. Ne, če sem se zasedela, ker sem stala, sem malo tako čutila noge, sem začela hoditi, je bilo vse v redu, ne. Sam ti, mislim, moraš poslušati svoje telo, a ne. Mislim, moraš biti pozoren. Ponovadi sem ti rekla, počitek je del treninga in kdaj je boljš, ne, da počivaš. Nič ne boš doprinesel, kvečemo se ti bo kakšna poškodba pokazala, ki prej je spala nekje noter skrita. Ja, to so lekcije, ki smo jih pojmo vsi usvojili. Ne usvojili, ker jih nikoli res ne usvojiš, če si tekač, ker si greš z glavo skozi. Ti vidim, da ne, da si bolj preudarna, pametna. A si imela kakšne poškodbe, recimo v zadnjem desetletju, ker si pač aktivna maratonka? Se ti je kaj lotil? Ne? Ne, v zadnjem desetletju ne. Pred Mislim, tem? ja, sem imela, ja, sem. Ko je bil COVID, sem pa imela, ja. No, da Sem si že šel. pa, no, ko se je začel COVID, sem bila, to je bil januar, konec januarja, mislim, da je bilo tudi 2019 ali 2020, ne vem, pač v bistvu. 20 marca je bil pravzaprav. Ok, pa je bil, ja, pa je bil pa januar, ne, takrat je 19, ko še Aha, ni bilo, pred. še nismo bili zaprti, ampak je že bil COVID. V bistvu sem bila jaz ful utrujena in nisem vedela, zakaj sem tako utrujena. Tako 14 dni, še tisto pa so toliko v Ljubljane sem tekla, res, trener je rekel, ne tečem počasi, sem tekla, kakor hitro sem mogla, me je bilo že sram, da sem tako počasi tekla. On me je pa pohvalil, da sem bila pridna, ker sem šla res počasi, ne. Ampak jaz hitreje nisem mogla, sem rekla, nekaj narobe z mano, mislim tako, nekaj ni bilo. Potem v torek na treningu tudi nisem bila v redu, pa sem si dala v sredo v službi EKG posnet, kri sem imela vse pod kontrolo, od B12, ščitnica, železa, vse je bilo v redu. Jaz sem bila utrujena, če bi šla k zdravnici, bi rekla, utrujena sem, bi rekla, manj tečete, dajte malo več počivati, pa ni treba iti na trening, a ne. EKG je pa pokazal, da imam perikarditis. In pa sem šla, ja, direkt gor, kjer štuk je bil, 8.6. kardiologinji. Mhm.
Napotnico sem se zrihtala, isti dan naredila ultrazvok, vse kri pobrala Mhm. in so bili pač parametri vnetja povečani. Sem pač neko infekt imela. Ampak jaz nisem bila, da bi bila prehlajena, da bi kašljala, smrkala. So bili pa vsi bolani, tudi otroci doma so bili, vsi so bili tako okoli. Takrat je bila učilnica v šoli skoraj prazna, a ne. To je bila Če tista gripa z 19 na 20 je bila grozna, ki je položila več kot nekaj je pol moglo populacije. biti, ja. Ja, ja. No, in jaz sem imela perikarditis, ja, in pol sem mogla jaz počivati. Januar, oziroma pa je bilo to konec januara, februar, marc, april, maj, juni. 4. junija sem jaz imela holter, zadnjič. Sem šla pač, da me še testira, a je v redu. Sem šla na kolo s holterjem, sem eno tako ozko malčo vzela, da mi je skupaj tiščalo tisto do Kresnic, pa nazaj sem rekla, zdaj, če bo v redu, a ne, jaz bom pač naprej tako živela, a ne, pač. No, in bilo hvala Bogu v redu, in je pa zdravnica rekla, da se pač srce normalno odziva na obremenitve, pa vse, in da lahko začnejo počasi biti aktivno. In pol, kaj sem naredila ta prvič? Jaz se nisem upala steči do avtobusa, ker sem videla, da mi bo avtobus ušel, in sem se s 13 peljala dol v Soster, pa gor na Lipoglav. In sem šla čez Pugled, pa dol v dolino do moje mame, a ne. Recimo, tako da sem začela pol počasi navzdol hoditi pa teči. Na breg sem še šla počasi, pa poravno sem pol počasi začela teči. Kdo od strokovnjakov, kardiologov, zdravnikov znal recimo vsaj nakazati, kaj bi bilo lahko vzrok recimo tvojega vnetja? Verjetno neki infekt. Jaz sem mogla biti nekaj prehlajena, pa nisem. Se pravi, nek virus, neka viroza, ki se je Tako. razvila potem vnetje tega srčnika in tako naprej. Tako. Jaz nisem ponoči kašljala, jaz nisem imela ponoči nosa zamašenega. Vsekneš se tako, kot se vedno kdaj malo vsekneš, nič posebnega ni bilo, ampak verjetno je bila nek viroza, bila sem pa še sledena pri revmatologu, vse, a ne, če bi bila kakšna revmatološka zadeva, da bi srce odreagiral, ampak to bi odreagiral kadarkoli, no, sploh ne bilo odvisno od infekta. Ti je kdo rekel morda, da si morda to bolezen sprožila tudi zaradi tega, ker si vadila ali bila fizično aktivna med nekim Ne, virusom? dobila sem en namig, samo to ni bilo to, ker jaz takrat res nisem. Jaz sem takrat lepo naredila trening, nič posebnega, normalno. Sem šla hoditi normalno, mislim. Ni bilo, nisi Ne. se toliko naprezala, da bi lahko rekel, da bi eno z drugim bilo. Ne. Nemogoče, mislim, nemogoče. Je pa to resno stanje, ki ga pač moraš obravnavati in moraš biti pameten pol leta, recimo, tako kot pri tebi, če ne bi ta stvar lahko bila res zelo usodna ali pa kaj. Ja, takrat je bilo, jaz sem v bistvu imela srečo, ne? Jaz sem imela srečo, da sem posnela EKG, ker jaz bi šla v torek lepo mogoče na trening, pa bi potem samo enkrat dol padla. Ko pa, ne vem, sem se poslušala, sem vedela, da nekaj ni v redu, ne? Ampak tudi tisti en dan, mislim, tudi če bi en dan spustila, bi pa v četrtek prišla na trening, mislim, a ne, tako da po 14 tednih je bilo potem v redu, izliv je zginil, v bistvu že skoraj, 14 teden ni bilo več nobenega izliva, pa vse, samo je bil pa če srce je bilo prizadeto, ne, moglo rabiti svoj čas, par mesecev. Narediš še, mislim, zdaj si najbrž bolj pozorna na vse kakšne znake in tako naprej, delaš preventivno, kakšno diagnostiko in tako se spremljaš? Ne, se pač zelo se poslušam, upoštevam, grem do tiste linije, tanke meje, mislim, ja, ne bi dosegli rezultata, če ne bi, a ne, toliko in toliko konsistencnih treningov bilo, toliko in toliko napora, ampak upoštevam potem še druge stvari, od regeneracije, počitka, prehrane, spanje, vse to, ne. Pa takrat je bilo glih tako, ne, jaz sem se odločila, da bom šla na Vipavo, Podbrdo, vse te tekme, pa še kakšno. In sem prosila trenerja, da mi pač spiše malo težji trening, malo več klancev, a ne. In to sem jaz tako, ne. Mi imam cikel treninga 3-4 tedne, pa pol nov cikel, a ne. Sem počakala en cikel in pa sem se odločila, da mu rečem, in takrat, ko sem mu jaz rekla, se jaz že nisem več, oziroma jaz sem mu rekla, potem se pa nisem več dobro počutila. In ko je dal treninge ven, v tistih 14 dneh, ko sem jaz že bila čist hin, sem bila utrujena, ker sem samo brala trening, kaj je napisano. Jaz sem bila utrujena od tistega, ko sem brala. Res. Mislim,
Ko si ga bom jaz to tekla, pa zdaj kom živim, jaz kom sedim. Mami je želela, da greva nekam eno teto v domu starelih obiskati, sem rekla, pa jaz ne bom mogla v avtu sedeti, jaz moram odteči, pa malo počivati, ne. Mislim, sploh mi ni kapno, da je nekaj narobe. Mislim, tako grozno, no. Ja, to si malo očitam. Ja. No, ampak ja, mislim, zanimivo, predvsem zaradi tega, ker si zdravstveno podkovana, vendar medicinska sestra, imaš določena znanja, ki jih navadni mi smrtniki nimamo, morda, ne, ali kako, mislim, ali ti to kaj pomaga, ali sam sebe težje, sam pri sebi težje kaj prepoznaš, kot morda pri kom drugem. Ne, tukaj, mislim, jaz sem vmes tudi imela enega zdravnika, v bistvu je bil skoraj tako kot moj angel varuh. Mi je enkrat rekel, Vesna, če boš karkoli bolana, Bog me daj, da tečeš. Pravi, imam prijatelja, je bil prehlajen, je šel teč, pa mu je virus srce požaril. Pač verjetno kakšno kardiološko bolezen, pa aritmije, pa vse to dobiva, ne. Jaz sem ga to upoštevala, ampak meni se to vsem zgodilo. Tako da, zdaj, če sem jaz prehlajena, ne grem teč. Mislim, upoštevam. Nekateri pa še vedno kašljajo, grlo jih boli, smrkajo in kar pridajo teč. Ja, kaj boš pa s tem dosegel? Nič. Škodil si boš. Mislim, ja, jaz priznam, jaz sem bil kriv kot mladenič istega greha, pa še s to vročino smo laufali traparija, ne, če danes pomislim. Ja. Mislim, jaz nisem bila bolana, da bi jaz čutila, da sem bolana, pa veš. Sploh ne bi šla, ja, razumem, ja. Ja, ampak pa se mi to zgodilo, ne. Mislim, ja, ljudje sploh ne vejo, da 3/4 viroz prebolimo brez simptomov, a ne? To je ena stvar, a ne, da marsikdaj telo pač virus pokonča, preden se razvijajo pač te znaki, kot so pač, ne vem, zabaseni sinusi, glavobol, vročina in tako naprej. In tudi takrat je lahko zadeva delikatna, če bi recimo pretiral, tekel maraton in tako naprej, in sam sebe poslušati je bistveno. No, če en nasvet, ki ga, dragi poslušalci, dragi gledalke, izluščite iz te oddaje, ja, če ste bolani, počivajte, ne tečite, ne kolesarite, ne rinete v hrib, počivajte, ker hočete to početi še dolg časa, ne pa se ukvarjati recimo s kakšnimi resnimi težavami s srcem in tako naprej. Poznam nekaj tekačev z miokarditisi, z aritmijami in tako naprej, ki kdo tudi čisto prostodušno prizna, da si je to sam mogoče nakopal zaradi tega, ker pač ni spustil kakšnega treninga, ne. Tako da, kot medicinska sestra, kje delaš, s kakšnimi, mislim, pacienti se ukvarjaš, tudi kaj to zadevno, športniki in kaj podobnim? Ne. Imamo nevrološko ambulanto z otroci. Tam nimaš primerov, kjer bi pač kdo pretiraval s treningom. Ne. Hvala Bogu. No, ampak, vrnemo se zdaj. Ok, sej sem gledal tvojo statistiko, ja. Drugi poškodb pa nisem imela, tako, kaj se ne spomnim, da bi bilo kaj. No, recimo, ne, to me bo zanimalo, pa me zanima, ne. Vsi tekači slej ko prej popestujemo, vse vnete tetive, pa boleča kolena, pa ne zateguje levo, desno, natrgamo si kakšno mišico, stegensko, kakšen gastrocnemius, ja, to, da smo vsi požuljeni, pa da imamo kakšne druge sindrome, je že čisto običajno, a ne? Zdaj ti tega praviš nimaš, čemu to pripisuješ? Moče temu, da veliko kolesariš, da počneš še druge stvari, da ne tečeš samo, čeprav tečeš veliko. Ja, veš kaj, imela sem pa eno poškodbo letos poleti, tako zelo, ki me je zelo prizadela, no, ampak to ni bila poškodba taka, da bi, to je bila, padec je bil, izpadla sem na tekmi, ja. Na kolesarski? Ne, na tekaški. Na trail? Ja, jaz sem takrat, sem pač po perikarditusu sem se odločila, da jaz ne grem na nobeno tekmo več, zaradi tega, ker hočem biti itak, veš kje, na stopničkah, najboljša in vse, in bom naredila vse, da bom to dosegla in bom pač se natrenirala in da je to preriskantno zame in da iz tega ne rabim v svojem življenju in da iz tega ne bom več počela. In potem so me fantje oziroma v klubu malo potisnil, 2 leti potisnil na hecelj, da grem na 21 kilometrov Ljubljanca, sem rekla, ok, dobro, pa gremo, Pa smo začeli skupaj teči, smo si pač določili tak tempo, pa so šli kar malo hitreje, kot smo rekli, In pa sem jaz pač, meni so se noge zvrtele, oni so pa že malo počasnili, jaz sem pač šla naprej, Sicer na koncu me malo zmanjkalo, ampak vseeno,
Tako da, to je bilo pol takrat po bolezni prvi tak tek. Pa sem pa na okus prišla, no. Pa sem pa počasi začela maratoniti, naslednjo leto pa vsakič boljše. Tvoja statistika je recimo maratonska, ne? Kamor vrčemo tudi recimo kakšen gorski maraton, tu je zanimiva, ne? Imaš Ljubljano, maraton 4 občin, ne? Tako, ne? Kaj je res fascinantno pri tej tvoji statistiki in se pravim, ta trend ne spustiš nikoli. Vsakič, ko greš na isto tekmo in Ljubljano in Podbrdo res redno hodiš, ne, je rezultat boljši. Ampak res, pa tudi če za 2 minute je boljši. Ne? In res je dober, jaz se gledal, to sem ta krivulja, gre skozi na gor, ne. Leta ti ne... Leta grejo tudi gor. Leta grejo gor, ampak tebi to očitno pomaga, to je res noro. Najprej mi povej, preden se poglobijo to res fascinantno statistiko, zakaj maraton 4 občin? Sej praviš, da si Trilažica, pa to... To, ker sem hribovka, jaz sem alpinistka bila včasih, ne. In meni jaz pač obožujem hribe in tista trasa je meni, mislim... Ker je zahtevna, hočeš reči, ker je tehnična, ker je... Ja, pa lepo je, kakor prideš tam gor iz Dunih smrek, gor na Črnotos, pa sama lepota. Mislim, ne vem, lepo mi je tam, res tako. Pa na glavo dol v Hudo Južno, ali kaj? Jezus Kristus. Ja. Pa še na Porezen. Ta prvi let, ko sem gor prišla na Porezen, jaz nisem vedela, če bom lahko dol prišla. Jaz sem bila tako utrujena, tako sem imela zabite noge. Pa je tam malo ravnine, sem se malo raztekla in šlo, pa šlo dol. Ampak res nisem vedela, če bom jaz mogla tam usesti, pa kako me bodo dol odnesli. Pa je šlo, drug dan pa hoditi nisem mogla. Zahodila je to ponedeljko službo, po stopnicah dol, pa ni šlo. Jaz sem šla rikvart, v službi sem se z dvigalom vozila. Katastrofa. Sem prišla na bazen, otrok je plaval, neke rekvizite zgubil. Tako, trener je bil, jaz sem bila na sredini, trener je bil na eni strani, pa grem do njega, od otroka trener, vprašam pač, kje bi jaz najdla te plavuti, karkoli že, pa me na drugo stran bazena poslala. Jaz mislila, da bom umrla, jaz sem mogla peš do drugo stran. Kaj je bilo to težko? Kako sem hodila? Kaj je bilo hujše? Če so bili hujši muskelfibri od spustov najbrž, a? Spustov, ja. Ampak to je bil prvi moj, takrat prvi. Ja, tisti prvega ne pozabiš. Nobenega, posebej pa ne maraton na 4 občin, ampak te je prevzel, ampak če nekaj me zanima, reka alpinistka, no, te mi povej, kaj se spomniš zdaj, kakšne hude smeri, kakšne hude vzpone, ki si jih naredila v svoji alpinistični karieri, rečemo, kar se rada spomniš ali pa s čimer se rada pohvališ, kam si kaj zlezla? Ja, ne, jaz se ne hvalim, kaj to se rada. Zdaj le moraš vse povedati. Recimo, kaj tazga, kar je res markantno, ker je bila dobra zgodba, ker je bilo zahtevno, ali pa na kar si bila res vesela, da si pač zlezla. Ne vem, v Paklenici klin naprej, ne vem, v Ljubitačo, ne vem, tako. Greš še danes kaj poplezati? Ne, zdaj ne plezam. Mislim, bi pa, zaenkrat ne, no. Res je toliko drugih stvari. Pa me pa plezalke žulijo, pa cikam, da me bo v peto kaj žuljal, pa tako, ne vem, pač. Sem šla 2 let nazaj, sem šla plezati, vmes, ko sem se pripravljala za maraton, da glih nisem tekla, ampak da sem pol malo za moč delala, pa sem šla. Tako. Cikam, da me bo pol v peto žuljal, pa me bo pol kaj peta bolela, pa tiste male plezalke gor tlačaš, spomnim, kako sem jaz včasih na nogo dala, pa sem šla nove kupati, pa so še vedno tako majhne, da me vse boli in moram jih sezuti, pol, mislim, noge, podplati trpijo, cele noge trpijo. To je hujška štikli, ne? Hujška štikli, ja. Definitivno. Mislim, kdaj tlačil plezalke na svoje noge, pol ve. Ja, da štiklov narab probati. Se pravi, ti greš na maraton, najprej potem greš na maraton 4 občin in oboje, mislim, zakaj se potem vračaš? Vem, da si bila vmes še na Vipavi, pa na Naj, pa tako naprej, ampak vseeno, ta Baška grapa pa Ljubljana, tega ne spustiš, mislim, skoraj da ne, ampak res velikrat si šla tudi v Baško grapo, ker je tako lepo. Ker je tako lepo. A ker ti je izziv pač ravno te minute rezati, no to, tako, evo. Ja, malo mi tudi izziv, ja.
Pač letos, letos mi pač nekako mi pol ni uspelo, vseeno, ampak ja, ne, res je lepo, lepo. Jaz si pol kar film zavrtim, kako gre pot, kje gre, kaj vidiš, ne vem, kakšno drevo je kje, tako, ne vem, mene čisto čara. Pa tista trava tam, pa diši vse, pa tako, ne vem. No, letos si bila tam, a ne? Saj letos si bila tudi v Baški grapi, ti ni Ja. šlo slabo. Ja, sem padla, Kje? nažalost. Na katerem koncu? Dvakrat sem padla. Enkrat sem čez eno žičnato ograjo, bila prenizko, sem sam pač nabila, pač sem se pobrala, pa sem naprej tekla. Pa dol, ko greš proti Hudi Južni, v bistvu je ravnina bila, pot je bila široka. Jaz sem se malo zamislila, da mi gre dobro. Nekaj me super gižuljo, ali mogoče pa številke premajhne, ne. Dobro mi gre, rabim tamle še, moram paziti za zdajle naslednji postojanki, res nekaj popijem, da mi ne bodo kakšni krči spet, pa tako. In sem bila kar naenkrat na tleh. In sem nekam zapela z nogo in sem padla tako na koleno, pa svinsko zabolela. Pa sem In je- hotela vstati. Ja, Ja, ja. me je krč zagrabil, pa me tisti krč tako golel v meča, da nisem več, mislim, bolj kot koleno, a ne. Ko sem komaj vstala, sem bila čisto šokirana, bleda, mislim, čist, imam od bolečine. Sem rekla, okej, to je to je očitno konc, to je to. Naredim par korakov, začnem počasi teči, pa že Barbara Jolič me preteče, vpraša, če sem v redu, če kaj rabim, če mi kaj pomaga, sem rekla, ne pejt naprej, v redu, sem v redu, a ne. Mislim, vsaka čast. Barbara je zmagala pola, ne? Ja, pa sem pa počasi pač stekla, sem rekla, okej, v dolin se bom ustavila, pa tam bil folk, pa muska, pa sem šla kar naprej, pa me je bilo sram se ustaviti in pol kar naenkrat pridem že tam čez mostiček, pa grem gor proti Poreznu, palce vzamem, že tako sem bila že kar malo odsotna, tiste palce vzamem, pa sem šla pa res tako v easy, mislim, da je bila glih komaj, če je bila cona 2 moja, sem se bolj na palce, bolel, kaj pa svem, kri mi je skozi tekla. Nikakor ni nehala tam od kolena teči. Pa me še ena mlada prehitela, pa se jaz tam nekje, že čez četrtino je bilo tistega hriba na Porezen, zdaj vem, kam pa jaz grem na Porezen, kdo pa dol prišel, pa Vesna, ti imaš koleno razsuto, pa tako. Mislim, pa ne vem, kam je bilo, res. Jaz sem kar šla. Ampak si zlezla Porezen, prišla si tretja Ja, in pa sem še dol tekla, pa je šlo, in pa sem bila tretja, pa sem, mislim, postavila osebni rekord na Baški grapi z lahkoto, mislim, ja, glej to. dvakrat ležala na tleh. Mislim, Ja. ne more, ni ga Boga ne hudiča, da ustavi Vesno Dolenjska, je pripravljena, Bog pomagi, mislim, noro, dobra zgodba, vrhunska zgodba, ne? Letos Ja. greš spet tja, Ne. je Škoda rekla. mojih kolen. Ne. Dovolj je bilo. Mislim, sigurno boš še kdaj se malo vrnila, mislim, kam boš šla na najmogoče, a? Ja, tudi me že nekaj hecajo, če bi šla, ja. Mislim tako, kdo bo mesec marec? Marca se bo začelo kolesarjenje, ne. Zdaj, če greš na tekmo, pol moraš pod petek, soboto, ne vem, kdaj naj soboto, nedeljo, karkoli. Soboto, ja, Moraš v petek počivati, ne moreš v petek iti na kolo, a ne, pa četrtek moraš pol tudi imeti malo drugačen trening. Pa ne vem, če mi glih to odtehta, ne. Raj grem na kolo, pa v soboto na svoj trail, tako, ne vem, to, raj. Ne hodiš veliko sicer po tekmah, ali kako, mislim, se greš, ampak nimaš ravno Nimam vsak želje. teden, vsake 14 dni Ne. neke dirke, ne? A ne, da ne? Ne, nimam želje. Ne, ker to mi je stresno. Že za maraton mi je bilo tako, pa si mogel potem jesti tam na 3 ure, pa počivati, pa ne vem, ni mi bilo prijetno, no. Mislim, bela cesta, ti maratoni, res. No, prideva še do maratona, greva zdaj na kolo. Tako rada Okej. omenjaš, a ne? Ja. Zdaj, lej, okej, svoje cajte plezaš, pol te potegne ta laufarija, ampak v plavanju se probavaš, pa ti neki ne diši. Zdaj, kar naenkrat pa delaš, ne vem, 450 kilometrske kolesarske trodnevne, ne vem, 7-dnevne, ja. runde, Ja, pa Ja. cel teden v Franciji na pripravah, pa kamorkoli pogledaš, nekje Vesna drvi cestnim kolesom. Kje te pa ta kolo zdaj potegnil vase, no, recimo? Ja, takrat me je, a ne, takrat v Kopru, ko sem bila na
na štafeti, ker sem tekla, a ne, sem se pa jesen kolo kupila. Ker sem Ker rekla, si možno, gledala druge, ker je bilo tako všeč ti, kaj je bilo fora? Kaj je bilo fora? A ja, tekma je bila triatlonska, jaz sem tekla štafeto, a ne, In, pa sem se ja, videla, ja, da bi pa drug let pa šla jaz v Koper, a ne, ampak rabam kolo. Jaz sem si kupila kolo. Tako možu sem rekla, da bi ga kupila, pa vse gor pa dol, pa je bil najprej neki proti, ja, pa nimaš, pa ne bo časa, pa moramo, ne vem, počasi najdu 100 razlogov, ne vem, bo treba pralni stroj zamenjati, lepo otroci bodo to, pa otroci bodo uno, pa na kolo, ko greš za dlje časa. Mislim, 100 razlogov je bilo in pa je rekel, no pa ga pa kup. Jaz sem imela pa vse ogledano, vse zmenjeno, s kolegom Blažem, ki je preveril, kakšno kolo v trgovini, oni so rekli, da je že 10 dni počak, se bo še za 100 evrov zniža vse. Jaz drug dan pridem s kolesom domov. Pravim, lej, a je lepo. Mislim, da je kapsula. Ajme pa je bil kolo v hiši. Drugače zdaj ne bi bil. pa še kar isto kolo, a si ga že zamenjala vmes. Ne, isto kolo, isto. Ne se mu nič ne manjka. Padeš lahko s takim ali pa z drugačnim. Ja, ja. Na koncih vitek tudi ne prehitim koga, pa tudi če me bo že kolo. Tako da. In mu nič ne manjka, je v redu, giant, tako da res. Koliko Ja. kilometrov ima to kolo? To pa sigurno znaš povedati. Ne vem, zdaj pa naštejem več. Čez palc, tako, ajde, koliko jih narediš na let, pa tako, ajde, no recimo, za ilustracijo, da bodo najni poslušalci in gledalci približno znali oceniti, ali veste na Ja, kolesu. no, pol tisto leto, to vem, po perikarditis-u, a ne, tisto leto, ko sem junija lahko začela šele kolo voziti, pa sem ga vozila, rečemo, tam nekje do septembra, ko pa so šli otroci v šolo, pa krajši dnevi so bili, pa že malo bolj hladno, pa počasno mislim, da takrat tudi pol te začela, sem naredila 3000. Ampak to sva tako z eno kolegico vozile v Easy, so šle 100 kilometrov v Easy, lepo. Uj, Pa, ja, od trgovine do trgovine, na čokoladko, na sladoled, pa še voda v bidonu, pojma niso vedeli, kako se to dela, a ne. no, takrat je bilo 3000, zdaj predpostavljam, da zdaj je Ja, to še je bilo to 1000 več, a? 5000, Malo. 10 000, koliko? Ne, 10, 5, 6, 8, tako, približno 8, 5, 6, kaj pa sem, letos se nisem zračunala, pa sem imela pauzo, zaradi kolena. Kdo bo to pa računal, pa se koliko. Ampak vseeno, ja. Ampak imaš pa uro, pa beležiš te ali kaj? Mislim, zdaj, na eni strani si zelo strukturirana, vse veš od prehrane, vode, spanja, ne vem kaj. Ja. Ne, si zapišem, si zabeležem si. Ja, Imaš. zato, da se malo primerjam, pa da ne zaspim, da ne mislim, da zdaj pa ovako treniram, pa pogledam za 3 leta nazaj, pa vidim, koliko sem pa že takrat naredila, pa kje vse sem bila. Zdaj pa bo treba malo akcije, ne, tako. Drugače pa itak vse ima Garmin, imaš pa števc, imaš pa vse tam ti podatke vrženo, ampak mislim, ne sledim tega. Vse to je da, vse imaš toliko dela si Ja. sproti, da kdo se bo pa še ukvarjal potem že vso statistiko, imaš prav. No, ampak Moraš poveš- uživati. moraš uživati, je rekla in šla trenirati 300 km v kosu. Ja, pa kaj pa še najhujš? Smo šli gor na Motojur, Motojur, je bil dež, pa sodra, pa tiste ledene kugelce so padale, smo mi gor vozili. To. Smo Mislim, bili čisto mokri. ti vsak šport, ki ti zleze pod kožo, potem zagrabiš s veliko žlico na polno in potem to počneš v dobrem in slabem. Ali kaj? Ti, ja, si taka mal obsesivna ali ti to všeč to? A? Ne, ojoj. Ja, ne vem, mislim, ne, obravno, mislim, ne vidim na ta način, no. Ne, ker a ne, Vesna se ne vozi s kolesom, samo pač na kavico, pa malo na dopustu, bo to Vesna gre tudi dirkat, a ne, s Ja, kolesom. tako sem šla, ja. To mi je bilo pa všeč, ja. No. Kakšni klanci. Imaš kakšno tekmo, ki ti pride zdaj takoj na pamet, ker je bilo res dobro, pa si naredila kakšen move, ali pa zmagala, ali pa nekaj. Ja, sem šla na Franjo, to veliko, to prvo leto, ko sem že tako kolesarila, a ne, pa so me prepričevali, grem na ta kratko, pa sem rekla, pa ne grem na ta kratko, na ta kratki vsi divjajo, jaz pa ravnina, pa še neko razmerje teh menjalnikov, tega menjalnika nisem imela glih ta pravo, teh zobnikov smo pol zamenjali,
Zdaj, kaj jaz bi šla na ta dolgo, ki gre, ki pač malo dlje, pa združljiva sem, pa na vozijo to hitro, verjetno bolj počasi gre, ne, pač, bolj sem mi razlagali, da na ta dolgi isto divjajo, manj sem jim verjela, pa na morju, to divjajo samo oni profi, ne, ostali se lahko vozijo počasi, pač do nacrtnejo, ne, no, in pa grem jaz na ta dolgo in valjda, pa doma eno skupino, mislim, tako, res mi je dobro mišlo, svoj ritem sem imela, pa sem v eno skupino padla, enega fanta sem si tam zbrala, da mi je bil za veterje, pač videla sem mimo njega, mislim, v redu je vozil, sem mu zaupala in sem za njemu vzela, se on ni vedel, on ni pojma vedel, veš, to se tam voziš pač en za drugima, ne, ampak si izbereš za takim, ki se dosti varenega počutiš. No, in sem bila pa na stopničkah tretja v kategoriji, tako da prišla, odpeljala, zmagala, kaj, tako, res. Tak čas, tako nepredstavljivo. No. Si ste pol 10 let hotela tudi vrniti, pa recimo še dodati kaj temu, ali si rekla, da smo ti? Ja, pa sem, eno leto sem pol še šla, pa sem se pa z enim kolegom smo se zmenili, da mi bo pač pomagal, ne, pač vmes malo za veterje, pa tako, ker takrat sem tudi na ravnini ostala, dol, ko smo šli proti Cerkna, sem ostala sama, ne. Pa sem jih pa na klancu spet dohitela, pa prehitela, pol pa v Poljanski dolini smo se pa spet srečali, a ne. Pač, da se ne bi kaj takega zgodilo, da bi nekaj sam ostal, no. Ampak takrat sem bila očitno malo, ne vem, prehitro sva šla, absolutno prehitro, že v štartu, pol je on padel, na enem ovinku je na en pesek zapeljal, mislim, da sem ti videla, kako je on padel, kako z glavo udaril, tako da, ja, jaz sem takrat, zame je bilo konec tekme, mislim, tako da, pa sva se samo še tako odpeljala nazaj. Mislim, sem bila takrat vseeno četrta, ampak tako, ne, mislim res, mene je bilo čisto vseeno, sem rekla, jaz sem rekla, shit, zdaj so pa kleli razbol z mano, je, mislim, a veš, ženo ima, ne vem, to se ne bi mogel odpustiti človek, res grozen, tisti, ki si videl, Ja, razumem. Se zgodi, se tudi zgodi, da, ja. Tako v glave vse, pa sem rekla, shit, to je vse razbit, sklana možgana, glava, pa on vstal, pa še en je čez njega padel, mislim, tako, grozen je bilo. Mislim, okej, če zdaj se ukvarjaš z mnogimi športi, no, trail tek, kolesarstvo, kaj je zate, glede na to, da imaš zdaj dosti izkušenj, pa dosti kilometrov v nogah, bolj nevaren šport, tako rečem. Kaj bolj nevaren? Ok, ti si razbila kolo, si na trailu, na kolesu se še nisi zložila zares, ampak ne boš si tudi ta že padla, no, recimo. Ne? Ja, enkrat sem, ampak noč čisto, ni bilo nobene hitrosti, čisto nepotrebno, sem se malo zvrnila, nič posebnega ni bilo tako. Kaj je bolj nevarno? Ja, po tvojem mnenju, ja, recimo. V bistvu je bolj kakšen je izid te, ko se zgodi nesreča. Kakšen je izid, a ne? Kaj sem, kolo, po mojem, če se te kdo vate zaleti, si po mojem bolj polomna s kolesom, kakor prti. Tisto koleno na trailu, ko se zvrneš, ja. Okay. Ja. Zdaj pa, če si, mislim, na trailu se lahko tudi zvrneš, sam pa si že skoraj štorast, čeprav jaz nisem štorast, da sem se spotakala, si predstavljaš, ne? Če se ti ni spol, pa si vsi ostali lahko odpustimo za vse padce, ki so se nam zgodili. Ja. Posledice so pri kolesarjenju bolj. Hujše, to je res, ja. To drži, čeprav tudi na kakšnem trailu, kdo se smrtno po nesreči. Ja, seveda, lahko tudi padeš v prepad, karkoli, mislim. Jaz sem tudi tekla že pri Grmadi, pa sem se tudi enkrat skoraj malo spotaknila, pa sem se ujela, mislim, pot je bila tudi široka, pa bi lahko dol padla, pa prekaj, kaj je bila pijana, kapsulna je pa infarkt, mislim, nemogoče, da bi padel na taki poti, ampak se zgodi, ne, tako da, ko sem jaz sama, grem vedno po notranji strani, nikoli ne veš, veš. No, drugače pa... Tako skoraj v lastne noge zapletla, pač, le se zgodijo, ne. Mislim, sej jaz se včasih, greš na kakšen trail ali pa se pogledaš kakšen footage, kje vse lezete, pa bi rekel, hvala Bogu, še malo stvari se zgodi, kaj bi vse se lahko zgodilo, recimo, ker dovolj je, da se spotakneš na niskalci, nesrečno pade z glavo, udariš in je lahko po tebi, in ta varnost... Ok, smo recimo približno kretni, imamo srečo, kakorkoli, ampak ja. Popazljiv moraš biti, moraš vedno na okolico gledati, opazovati.
Ne smeš iti prek sebe, ne smeš divjati ovinke, tako, pa svojih sposobnostih. Absolutno, paste na se, spoštovane, pa na druge okrog sebe, da ne bo preveč poškodb ali pa kakšnih drugih izzidov. Grmado omenjaš. Zdaj, Ja, te je videti zadnje cajte tudi v uni bandi, ja, grmadarski ali kaj. Ja, ja, tudi, ja. Če ne bi ja, Frančišek bil tako dosleden, a ne vem. ne bi imeli vseh popisov, ampak jih imamo, ja. Internet vse to, ja, hrani, si se priključila tej ekipi že prej, mislim, rožnikarski ekipi ali Ja. grmadarski, ki v bistvu skoraj eno in isto. Kako si se njim priključila, če so te povabili čisto po naključju? Ali... Pa poznamo že od prej, Šebenika, pa Frenka, Mhm. pa se pol vedno po treningu se bo pri njih oglasen, kdaj kakšen tork. Pa tako, Se pravi, spontano je prišlo. kako si šla prvič, no, z njimi na trening, ker vem, da pač te fante tudi kar grizejo, no, nič ne prepuščajo na ključju. Ja. Ne vem, že dolgo časa so me vabili, da ne pridem, pa sem pač takrat, verjetno po maratonu nismo imeli kaj. Ni nas še dosti bilo, ja, po maratonu je bil en četrtek, jaz sem šla z njimi gor le grmado. In ti je bilo všeč? Ja, mi je bilo v redu, fajn je bilo. Ker ti treningi niso tako lih sprehajalni, to se gre tudi kar, po reku, na nož, na polno. A? Ja, vsi so skupince. Lahko greš hitrejši, lahko greš počasnejši, lahko greš svoj tempo, gor se dobiš, počakaš. No, in malo se pogovarjaš, malo nažgejo, počakajo, tako, v redu je. Mislim, to ti je lep dodatek k tvojemu treningu, oziroma lepo to koncept paše. Hm? Ja, v redu. Trener upošteva to, kar ti piše treninge. A? Četrtek, torek, grmada. Oziroma, joj, kako ti vse to uskladiš, moraš iti na 3K, pol moraš iti tja, pa mislim. Kolikokrat sem šla, dvakrat sem šla z njimi, tako da, ja, to, tale grmado. Drugače pa tukaj, zdaj sem že en krog še z njimi tekla, zdaj je en tork. Kar velika ekipa to ratuje, no, ker vidim, vsakič je kakšen par nog več. A? Ja, lušten se imamo, ja. Tako se to dela, na grmado, ja, torkih po četrtkih, ja, ker tisto, kar se zgodi na grmadi, tam ostane, pravijo. A ne? Ja, Ja, tako. pravijo, bukve so naše spovednice, ne? Mislim, še nekaj za na majico, ja, ali pa za na tablo, za kam ob poti, ali pa za na kakšno klopco. Kaj me zdaj zanima? Ne, preden, ok, deva še tole kolesarjenje zaključiti, recimo, si šla kolesarsko društvo LPP, mislim, da je bilo tudi Ja, enkrat v ja. tvoji karieri, kar velika reč, no, takrat, a to še obstaja, ali kako si se pa njim Ne. priključila? To je pol propadlo, pač kaj je bilo. S kolegico takrat, ko smo kolesarili tiste počasne kolesarske 100 km, pa to sva hotela iti iz Murske Sobote do Ljubljane, z Goričkega do Pirana, ali kako je že, ne? Pa pol nekako sva vedela, da je to enkrat LPP imel, da so neki kolesarili. Mhm. Pa imam jaz eno kolegico, Joži, ki tam pri LPP-ju je kolesarila, sem jo malo kontaktirala, pa smo pa začeli počasi spomladi skupaj kolesariti. Naredili smo eno žensko ekipo, imeli eno akcijo dobrodelno za porodnišnice in smo šle potem z tem LPP-jem, ki je bilo, mislim, da je bilo 7 punc, smo šle pač iz Murske Sobote do Izole, pa smo se vmes v porodnišnicah ustavile 3 dni, kolesarili, je bilo kar luštno. Pa smo imeli pa vmes. Vse porodnišnice ste obredle. Ja, v tisti trasi smo vse porodnišnice smo sestavljali, pa nekaj smo šivali majčke, pa neke dobrodelne stvari, pač tam, da so donirali plenice, pa take stvari, no, tako. Da smo pa vsake porodnišnice nekaj podarile. Pa smo imeli še kakšne kolesarske izlete, pa te treninge sem šla parkrat. Takrat sem pa mogla mogoče kakšen dan sem ali manjkrat prišla na trening teka, ne, sem pa šla tisti tork kolesart, ok, priznam. Pa enkrat jaz pač malo bolj zares vozim kolo, malo hitreje, ne, pa sem vedno bolj tam počasi šla in tam tisno pač vodje tega, v bistvu kadarkoli v zadnji pogledu sem bila jaz za njem, pa je šel klanc, pa je na teru, pa sem bila jaz za njem, meni je bilo nič posebenega, ne. Pa je bil malo presenečen, ne, in me vprašal, v bistvu, kako jaz to zmorem, pa to. Sem rekla, ja, pa sej, jaz sem zares vozila, ne, sej, mislim, jaz nisem imela, kako se kolesariti zares, ne, sem rekla, pač sem tudi jaz gonila. No, in
Pa je bila pa Franja, pa so mi dali pa licenco, pa sem mogla pa na vse one tekme klance iti. Pa na Tako da, Vršič, pa na... pa Ja, na Vršič, pa mislim, da enkrat nisem šla, kam nisem šla, na Roglo, nekam kolesar, to je bilo vse narobe, tako to. Z enim kolegom sem šla na Mangart, pa je bilo vse narobe, zakaj nisem šla na tekmo. in pa si počas. Pa je pa nekaj vmes prišlo, pa je to društvo propadlo, čeprav kar je pač škoda, ker smo bili res taka lušna ekipa, ne vse zastopali. Pa smo se punce še nekaj časa družile, pa smo malo na Krim hodile, pa je pa tudi to šlo vse, pač, a ne, življenje gre naprej, vsak ima svoje stvari. V drugi klub pa nisem šla, ker ne moreš na obeh kolesar pa še Na trening dveh trenirati. frontah ne moreš biti dober. Ne moreš biti, ne. Pa sploh, ja. A če pa sam to počel, sem ti pa speš. Ja, ne gre, no, imaš pač službo, imaš družino, mislim, ne gre. No, Moraš za svojo dušo delati stvari. da, zdaj pa drž delala tole, lej, a ne? Ja. Tale urca, sem ti rekel, uro govoriš, pa še nič nisem obdelala. Ne? Ojoj, pa res. Ja. No, pa nisem prišla niti še do glavne teme, ne? Do kjer je zdaj prišla. Skozi govoriš, da uživaš pa za dušo, ampak po drugi strani, zdaj bo tole spravila skrb, ne? Na eni strani bo spravila skrb strukturiran trening, regeneracijo, spanje, prehrano, ja? Dovolj tekočin, pa elektrolitov, pa... To si lahko prebere vsak dan na Google, da na ChatGPT si prebere. To je nam res nič modrovala. To smo si prebrali, ja. Ampak, ne, nismo pa vsi tisti, ki to spravimo v prakso, ne. Zdaj, a si ti sama tista, ki si pač narediti, ok, imaš trenerja, ti piše tekaške treninge, je tako, ja. Kdo ti pa ureja prehrano, si je to sama zrihtala, pa regeneracijo? Ne, sama, ja. Si prebrala, si se zanimala, kaj moraš jesti, kako moraš jesti, ali si testirala, kaj tvojemu telesu paše? Bolj upoštevam, kaj imamo v telesu paše. Ja, tako. In kaj? Brala sem tudi, no. Dobro, zdaj pa res me zanima. Kot maratonka Vesna, kaj maratonki Vesni, kako se ona prehranjuje? Zdaj bom s tebe, hočem zvabati vse podrobnosti, skrivnosti, male skrivnosti, velike mojstrice. Ni nobenih skrivnosti, nič posebnega. Ne jem glutena, ne jem mleka, ni nič posebnega. Nič posebnega, sem tega ne jem. Zakaj ne ješ glutena? Ker ti povzroča vnetje v telesu, pač. Ne bi tam bila na bioresonanci, zaenkrat se v redu počutam, ko da ne preizkušam meje. Prej si jedla, ne vem, kruh pa in tako naprej, žitarce. Ja, zato že, koliko je zdaj že kar veliko let, 15 let, pa ja, že več. Kdaj s kakšnim drugače, pa mleko pa ne, mleko pa res ne. Razen kozje pa kozji sir, to. Ok, nimaš testenin, nimaš mlečnih izdelkov. Imaš brezglutenske testenine, imaš riž, imaš ajdo, kvinojo, mislim, krompir, imaš cel kup stvari. Meso ješ? Meso jem, ja. Ni nobene skrivnosti, pač normalno jem, samo da si pač ne dam sira gor, če dam kozji, kadar ga dam. Tvoja familija te podpira pri tem in tudi tako je ali je pač oni jedo vse? Oni vse jedo. In če jim ti pripraviš, kuhaš, potem nimaš težav pač skuhati za njih, za sebe, pripraviti in tako naprej. Ne. Če potrebno pa daj pač eno dodatno stvar še zraven narediš. Drugače pa ti pojedel riž pa krompir, pa tišina, prosim. Pa tako, ja. Če ne bo palačen. Ja, tle imaš rižota je danes tišina, te ste mi tih, ja. In to ti ustreza, to ti ohranja nivoje, zdravja, energije, telesnega ravnovesja. Ja. Zanimivo, no, to je že posebnost, recimo, ne? Da ne ješ glutena, kljub temu, da nimaš recimo celiakije, ti pa pač recimo ne paše, ne? Oziroma ti telesu to ne ustreza. Ne? Regeneracijo poudarjaš. Kaj je zate bistvo regeneracije? Ja, da počivaš, da greš spat primeren čas, da se delaš vaje, raztek, vaje za moč, pol še. To sama delaš doma, hodiš na fitness? Ne, delam sama delam. Kako? Daj mi povej, kje dobiš to mentalno moč, kje dobiš to disciplino, da mislim, tako lahko je, pa tako težko.
Povej mi, veste, no, kako se prisiliš, da držiš delati plank, pa pull-upe, pa ne vem, kar počepe za božjo voljo. Zdaj se bom malo pohitala. Da si tam predstavljaš, poletje se bliža kopalke, treba je, ajde, gremo, konc debate. Zdaj hetam. V redu, plaža 2028, ja, Ja. vabi, ampak mislim, res, mislim, kolikrat na teden imaš nek protokol, bom rekel, nekih vaj, razteznih vaj za moč in ali imaš to čist določene dneve in se tega potem zaradi tega držiš, tako mora biti. Ja, približno imam kar malo protokola, zdaj pač malo prilagodim, ne. Kdaj si pač utrujen, kdaj pač se karkoli zgodi, tako kot danes, a ne. Danes smo praznovali sinov 23 let star rojstni dan, mogoče, a ne, ko sva se pisala, sem bila bolj kratka, pač nisem mogla tam nekaj na dolgo napisati. Zdaj sem pa tukaj, a ne, že pa mogoče malo telovadila. A veš, ne, pač danes ne bom. Slaba vest me zdaj preveva, slaba vest, ja. Čim prej moram zaključiti, da boš naredila že tiste plenke, pa tiste počepe, karkoli že ima. Prehrano, regeneracijo, spanje, to sva. Jemlješ kakšne prehranske dodatke, kakšne karkoli, minerale, vitamine, karkoli? Ja, vzamem, ja. Nič kaj posebnega vzamem, pač te obične. C-vitamin, Q-vital za srce, obvezno. Železo vsake toliko časa, magnezij, ja. Kaj pa masaže, kakšne fizioterapije, kakšne hlače, kompresijske, mislim, tiste, ki ti... Ne, to ne. V bistvu sama se zmasiram, pač različna masažna olja, te masažne kreme. Pa imela sem eno kolegico, ki se je z bavnovo terapijo ukvarjala, pa mi pokazala pač tako mogoče par prijemov, pa pač jaz pač probam. Če bom pa rabila, bom pa šla na masažo. No, zaenkrat pa valčkam se, zaenkrat gre, zaenkrat ni kakšnih težav. Enkrat sama shendlam. Koliko na teden ti gre za tvoje ukvarjanje s športom in pač spremljajočimi pač dejavnostmi oziroma aktivnostmi? No, tako, spet bo čez palec rekla, ne? Ja. Da vem, veliko, več kot 10, ne vem, lej, ne gledam. Me piše tam na Trening Pixu, pa ne vem, več kot 10. Uro pa pol na dan bi rekla, kaj tazga, ne vem, poprečno, no, tako nekako, ja. Ja. To, kar gre, ne? Ja. No. Zakaj te vse to sprašujem, ne? Ker, Ja. ne? Treba reči, da so podobnih let, ne, pa da se damne sprašuje, koliko so stare, ampak res, mislim, ti si kot vino, vsako leto si boljša. Vem, samo v 2019 naprej greva Ljubljanski maraton, je bil 2014, pa je 2022 si bil 3:14, 3:12, potem predlani 3:05, lani 3:01. Ja, mi ima zmanjkalo, ja. Ampak ne, žalost. Leto, mislim, lani pa leto 25 so zdaj, ne, se pa uvrstiš pač v Hall of Fame slovenskih maratonk, odtečeš fenomenalnih 2:58, ne. Ja, kljub poškodbi in pavzi poleti, to je bistvo, to je zelo pomembno, da sem jaz mogla kaj je bil s konc junija do konc, ne vem, 24. avgusta sem šele na trening prišla, sem začela tam, na morju sem bila na Lastovem, počasi teč, tako prvič 5 kilometrov, pa en dan pavze, pa 5 kilometrov, pa en dan pavze, pa pol sem šla 8, 10, pa sem bila kregana od fizioterapeuta, da sem malo preveč šla, ne, kdo bo pa šel 5 kilometrov teč, to se še zobleč, se ti ne splača, mislim. Tako pol me je po noč kljuvalo v kolenu, pa tako, no, ampak smo pa zgorbali, smo štimali zadevo. Ampak ti si imela takrat, potem si bila na vezi s trenerjem, si mi rekla, kaj napiš mi zdaj za 3 ure trening, sab 3 ure trening, hočem 2 meseca imamo in to bomo probali speljati, ali kaj? Ne, pač imela sem napisan trening, pa sem trenirala. Jaz sem šla tako na tekmo, jaz nisem vedela, koliko bom tekla, jaz sem šla pač ponižno. Ne verjamem, čakaj, leto predtem si šla 3:01, ne? Zdaj, kako si trenirala v primerjavi z letom prej? Si bolj pametno, si več, si na drug način, kaj je bilo, ali kaj drugače? Malo več sem trenirala, od vsega, ja, malo več. Mislim, v vsakem primeru sem bila boljša, kot sem bila, tako. Se pravi, si nekako vedela, da si boljš pripravljena, kljub tej pauzi, tiste 2 meseca, pa prej vse naredili tisto razliko, da si, ne vem,
Ja, ne, nisem prišla nazaj na tisto raven, kot sem bila pred poškodbo, nisem mogla več tako hitro teči, kot sem tekla pred poškodbo. Se pravi, spomladi si bila, če pa te prav razumem, še boš pripravljena kot potem oktobra. Ja, jaz sem bila junija ful dobro pripravljena, tudi tu pod Brdo. Maj, junij sem bila orang pripravljena, no in pol avgusta oziroma, ko sem septembra, nisem bila več toliko, kot sem bila junija. Nisem mogla tako hitro teči, res. Ampak ja, zdržljivost je, moč je ostala določen, nekaj je ostalo. Mislim, stalo je veliko, če tečeš 2,58, postaneš 20. najhitrejša ženska v zgodovini Slovenije. Ja, to nekaj šteje. Zdaj, ja, še s tem, da sem imela še dosti rezerve. Nisem začela počasi, sem šla za zajcem, pa nižno. Lansko leto sta bila 2 Italijana, ne? In so začeli kar dosti hitro so začeli. Mislim, da je bil tempo prve kilometre, ne, tako 4,7, 4,10 smo šli, 4,7. Za 3 ure je bilo malo prehitro. Pa na 5. kilometru so oni rekli, ti Italijani, a jaz sem vmes rekla, da gremo prehitro, pa rekel, zaupi mi, čast mi, ne. Sem mislila, pa kaj, jaz ne zaupam ljudem, a te bom pa, mislim, ne ti meni zaupanju, ne. Komu bom vse zaupala. No in pa sta tam rekla, da se ne vsak vzame kozarček, pa valjda ne rabiš na 5. kilometru že kozarčka vzeti. Sem rekla, pa ne bom jaz zdaj terala, zato da bom potem upočasnila, da bodo vsi tiste kozarčke vzeli in sem šla jaz naprej svoje, ne. Ampak jaz sem imela pol že utečene noge, sem že v tisti ritem prišla, valjda si spočita, ne. Pa očitno je bilo vseeno tisto zame vseeno prehitro. Tako da mi je pol na 28. zmanjkalo, oziroma sem mogla za 5 sekund upočasniti. koliko si imela na polovički prosti čas? Recimo, Ne spomnim se, ura 27, 28, ne vem, ne spomnim se. Kar lepo pod planom, no, ne brž. Ja, ampak na 28. mi je že bilo težko, pa je bil tisti klanc tam pod Golovcem, na 30. mi pa slabo rata, mi šlo pa na bruhanje. In pa te gile nisem vzela, sem imela ene druge gile, prisegam na topat let, sam to še vzamem, nič drugega. Res, ne je bilo slabo, jaz mislila, da bom bruhala, ok, pa je nekako šlo, no, in pa sem probala tisti tempo 5 sekund nižjega držati do konca, no, nekako sem pač malo trpela, malo oči mi žala, tako pa je šlo, no. Pa bruhala nisem, pa se je malo umirilo, sem mislila, da sem šele na 40. pa lahko gel vzela. Zdaj pa sam še, da me lulat, pa kakor prime, pa sem pa gotova. Res. Pa šlo, no. Si špegala vse na uro, pa računala? To si. Ne, sej mi lepaš vsak kilometer, ne, in pa vidiš, imaš tempo, pa čas. Imaš oznake ob progi, gledaš, pa si pritiskaš na uri, lepaš. Ampak kdaj si vseeno, ne? Ja. Če ti brneš polovičko 1,27, 30 kitazga, potem si rečeš, ok, karkoli bo na 4,15 ni dober, karkoli po 4,15 bo super, probajmo zdržati čim dlje. Kdaj si vedela, kdaj si rekla, ok, zdaj mi bo pa uspel odlaufati maraton po 3 urami, kdaj na 30, na 35, na 38, vse smo vsi taki, vse malo računaš, koliko imaš še lufta, imam. To je bilo lansko leto. Letos je bilo pa, sem prišla rezervirano, a ne? Tako, bom za zajcem tekla, če mi bo všeč ali pa če mi ne bo, mi je bil blazno všeč. En Evgenij je bil, ne vem, Rus, res, face fant, tiho je bil, lepo smo tekali. Kozarček tam, ko sem vzela, sem še njemu ponudila čarabi, da nisem takoj stran vrgla. Tako, smo bili solidarni. Fenomenalno je tempo vodil, mislim, tako, nekje je malo, dodal malo spustu, tako. Mislim, kaj je zelo čutim to hitrost, nihanje, karkoli, ne. Mislim, odlično je bilo, odlično. Pa nekako sem šele na katerem. Mislim, da sem šele na 37. začela pospeševati, mogla bi že prej, me že prešinali tam na 32. nekje. Si tako hotela reči, res napet naprej. Pa ne grem, ka vem, kako je bilo lansko leto, ki je šel zajček mene pol, ne, in sem se jim hotela priklopiti, pa nisem mogla in so šli naprej, ne, in to je grozen občutek. No, pač, sem se pa bolj šparala, no. Pa sem šla naprej. In ko si šprintala tam, a si uživala za 1 kilometer, tam dol me name, tako se malo se spustiš, pa slišiš tisti trušč in iz kongresca pogledaš na uro, piše 57, pa rečeš, to ne more, mislim, tudi če se vse zgodi, mi bo ratal,
kako si se počutila? Ne vem. A je bilo dobro, ali sploh vznesena, ali ste rekla, ratal mi bo, vse je to, mislim, to je zgodovinski dosežek. Jaz sem sam tekla, sem tisto, drž tempo, daj se od sebe, sam moč, dajmo, ok, tamle bo cilj, pa bo konc, pa se ustavim, ugasnem uro, pogledam, to je to. Mislim, videla si uro, že prej, ker si laufala po preprogi, za božjo voljo, a? Pa nisem jo gledala. Sem gledala pod noge. Jaz sem celo pot gledala pod noge, sem nomke izpotakala pa padla. Veš, kakšne luknje so bile po cesti. Če laufaš 40, pol je vsaka luknja lahko. Pa Ja, veš, koliko je bilo smrtonosna past. Ja. ljudi. Mogo se gledati, da komu nisi na noge stopil. Tako, mislim, en tekač, en moški, v petnik stopil, si skoraj super, ker so zub. To so stvari, ki ti lahko v trenutku uničijo dirko. Ja, Ja. tako, ne. Pa res so bile luknje po asfaltu, s tistimi supergami si mogel prav tako opaziti, kam si stopil. Mislim, mogo si gledati. Ali pa sem bila jaz tako obremenjena zaradi poškodbe kolena, da ne bom jaz zdaj kaj stopila, pa si kaj navila koleno, ne. Ampak so bile res luknje. Ratal ti je, gledati dol, priješ gor, 2,58, prva liga. Kdo ti prvi čestitev, recimo? Ja. Moji kolegi tekači so me počakali, pa smo šli, pol smo še, jaz sem tudi pol druge počakala, da smo si odtekali svoje naredili, pa smo se šli malo usesti, pa tako. Pa kje je tista dvojkica? Mislim, priznaj, no, moraš priznati, da mislim, ta svet igral maratonskega teka ti je uspel, moraš priznati, da ti srce igra še kar malo, da ti je ratal, no, za božjo voljo. Ja, jaz te bom presenetila, no, ampak ja, sem vesela, da mi je uspelo, ne, ni rečeno, da mi bo drugo leto uspelo, samo moji plani so bili malo drugačni, ne, moji so bili še malo nižji, tako da. Res neki nikoli ni zadovoljna, ja. Pa za božjo voljo. Mislim, nisem o tem govorila, sem imela druge plane, sem imela drug tempo v glavi, druge plane. Se pravi, nisi še Pa rekla nisem zadnje pospraševala besede. takrat, ko bi mogla, ne, potem bi še mogoče še koga prehitela, tako pač. Bi se moče zavihtela še na stopničke državnega prvenstva. Tako, ja. Tako sem bila preveč skromna, preveč ponižna. Preveč nesigurna. Se pravi, a ne, če te prav razumem, letos je 30. ljubljanski maraton, ne? Ja. Vesna Dolenc bo zraven. Ja, zdaj pa ne vem še, bom še bila, prijavljena sem. Da lepo te prosim, no, mislim. Ne, saj bom. Na Valencijo sem se še prijavila. Pa dobro, to je mesec, 2,5 razlike, pa to je mesec pa pol, to tudi veš, ne, da si ga odlaufala. Mislim, Ljubljani moraš biti zraven, v Ljubljani imaš neporavnane račune, poznaš vsako luknjo posebej, tako da lahko letos ne gledaš skozi dol, ja, in lahko narediš še tisto, kar je. Mislim, res ne fascinira me, no res, ne popuščaš, leta v leto ne popuščaš kljub vsemu, oziroma ali ne greš, takrat, ko greš, si boljša kot prej. Ta napredek ti vendarle nekaj pomeni, ne, vendarle zmer daš od sebe tisto, kar meniš, da lahko daš, se ne vdaš vseeno usodo, kljub vsemu. Ja, pa zdaj itak že to sem že stara, bi vprašanje, koliko časa bo še to, daj bo šlo navzdol, ne? Nič ne kaže. Nikoli ne veš. Tam zunaj so še dekleta, veliko, vedno več jih je, ne, ki so zelo zagrizane. Vsaka ima nek svoj plan, ampak vseeno me zanima, pa se ne bova razkrivala preveč skrivnosti, ampak vseeno, ne, če bi ti rekla, meni je, ne, no, Roblek, zdaj boš pa ti spet natreniral ta maraton po 3 urami, ne, zdaj, ko si že dosti star, ne, zdaj greš po času 50, pa je raven čas, da spet razmigaš svoja kolenčka, dobro, skušal boš 10 kil najprej, ja, pa malo, ne, pa malo ambiciozen boš ratal, ampak kaj bi mi, recimo, ne, če bi ti bila moja trenerka, ne, pa bi mogla napisati trening, ali pa mi reči, kolikrat na teden, ne, moram iti laufati, kaj moram odlaufati, recimo, samo en teden pojem, tak dosti intenziven, kvaliteten teden treninga, ki si ga ti naredila, daj mi ga povej, recimo, ne obljubam, da tega ne bom počel, ker sem res kaj hudega naredil, ampak vseeno me zanima, tako. Kaj vem. Ponedeljek počasno, 15 kol, torek in Ne, ponedeljek je počitek. Super, to imam, kljub vsa, to sem upošteval, ja.
Kaj pa vem. Treningi se tako med sabo razlikujejo. V bistvu ti ne smeš nikoli niti prek sebe. Ne Recimo, smeš pretiravati, ne smeš. 80 km na teden, aj dovolj za tak rezultat. Recimo, da je. Mal že mejno, da že mal. Ja. Raj To pa raj sem. 100, raj 100, prav, okay. 100 km. En intervali na teden so dovolj, a rabaš dvojne. Res, vse bom potegnil s tebe, obljubam, bom. Ne, mislim, recimo, več kot 2 res zahtevna treninga na teden sta najbrž prenaporna. Se strinjaš ali to je ne? prenaporno. Ja. Ja. Pa se ti lahko tečeš. Mislim, jaz sem se zdaj tako naučila. Ti lahko tečeš klance na polno ali pa klance v izi. Pa si še vedno dober. Se ni treba, da se raztrgaš. Ne smeš se forsirati, ne smeš iti nekaj na silo. Ne, moraš iti postopoma. Ti moraš telo postopoma prilagoditi. Ne. Če daš na silo, kaj boš čez 2 dni, kaj boš noč. Ti bi mogla biti res motivacijska govornica ali pa političarka, ne? Ker ne dobim iz tebe nobene konkretne, res prav šel bom, stokal te bom, hodil na tvoje treninge, pa zapisal se bom, kaj delaš, kako bom tekel spet po 3 ure, res noro. Ok, imaš plan za maraton po 3 ure, ne? Kako to združiš s svojimi trail ekspedicijami oziroma ambicijami, pa se eno z drugo se ne izključuje. Hočem reči, vse moraš za maraton na cesti narediti toliko pa toliko ravnih kilometrov, reči, kar hočeš, dolgih treningov, hitrih stvari, ki jih pa recimo v hribih ne moreš zmeraj, no, tako, evo. Pač dobivaš bazo s tem, moč si gradiš, bazo, zdržljivost, vse, ne. Recimo, mi, ko smo plezali takrat, recimo, koliko sem bila mlada, sem še bila 20, 25, smo plezali 3 ure, 5 ur, brez gela, brez ploščice. Mi smo šli v steno, brez vode, vsega. Prišel si, dal superge za plezalke, imel magnezij vrečko, mogoče, da sem se jaz pol kakšno čokoladko dala v tisto vrečko, spodaj v žepek, ampak v glavnem je bil tam WC papir za vsak slučaj. In si plezal 4 ure, kaj je bil to gel, nič ne. Pa še sestav nazaj. A ti res uživaš v vsaki obliki gibanja, ki jo počneš? Ja. Razen v plavanju. Pa ure, pa dosti. Pa se vedno vprašam na bazenu, ko pridem, pa kaj to luštam, pa se tam ti telo raztegne, pa plavaš, pa te voda boža, pa pol ure mine, pa šita, bože, konc mene zebe. Smo že dosti. Ta nesrečen. Jaz sem si kupila, ne vem, uno bojo, da za sabo vlečo. Še sem imela po 15 minutah je mene zeb začel, pa sem gledala na uro, pa da ga bo 50 metrov, a bo že 100 metrov, pa kar nikamor ni šlo, res. Pa sem šla ven iz vode. Jaz sem imela dost. 500 metrov sem imela enkrat dost vsega. A veš, da tale pogovor sva že uro pa pol nazaj začela z vodo. No in spet sva prišla do te nesrečne vode. Tako da, ta triatlon nekje te čaka in to boš mogla narediti. Spraviti sistema. To treba. 3K šport ni za manj na tvoji majici. To ti je usoda zapisala, recimo, v zvezde. Pa pustiva zdaj spet triatlon. Povejva za konec, Vesna. Zadnjo sem se srečala na Rešici, na trailu, pa takrat sem ti obljubil, da te bom izprašal malo, tega tvojega maratona, pa še česa, predvsem te bom zdaj vprašal, te bodo zanesle še poti, recimo neke stvari imaš sigurno že prijavljene, rekla si Valencija, evo, Kljukca, ampak to je šele decembra, kaj pa še vmesno, kje se te bo dal srečati, kje te lahko srečam, da si ravno bom tudi jaz tam ali pa tako že, na katerih dirkah pa boš letos? Mogoče na eni polovički, verjetno v Kopru, Istra, za hitrost, pa bo pa kolesarjenje. To je se pravi, aprila mava. Pa bo pa morje, pa Brdo bom spustila, da še drug kolen ne fašem. Ok, to ne boš, ki še drug trail, mogoče vem, da si bila tudi na Vipavi že kdaj, pa tako naprej. V Sloveniji teh trailov neskončno mnogo te morda vleče, kjer ga raziskati ali pač ne še čist. Ja, lansko leto sem imela plan iti na Ribanca trail, ampak sem bila glih pol po poškodbi, to je bilo septembra. Imela sem, en dan je bil, ko sem imela 3 traile na isti dan,
Prej noč, pa 3 naenkrat, jaz pa poškodovana. V bistvu je bilo tako, tale, kaj je bila cele Logarska, ne, sva se s Frenkom menila, ko sem enkrat malo jezik preveč stegnila, da pač greva, ne, ampak nisem bila niti toliko, da bi to delač, takrat še sem komi po poškodbi začela teči. Pol je bila ta Ribanca trail, ki je pa gor pa dol, pa tudi absolutno ni šans bilo, da bi šla jaz dol po klancu teči takrat, ki je bilo samo ravnina, da se za maraton pripravim, pa Črna prst, ne, Šibenikom, da bi šla, bi pa šla drugače, se ne bi odločila za maraton. Ker jaz naprej niti nisem mislila sploh na maraton, da sem bila čisto. Še dobro, da si šla. Jaz sem pol prišla, veš kako je bilo, jaz sem prišla na trening, jaz niti nisem vedela, bom lahko tekla, kaj bo. Jaz sem prišla na trening, smo imeli neke klance, za dol me je bilo pol sicer ful strah, tam pač po Rožniku, ampak jaz sem počas tekla, pa sem se mogla prav zadržati, da nisem šla naprej, ne, tako. Pa pol na kolesu tudi sem opazila. Da, kljub temu, da sem spustila tisto poletno kolesarjenje, klance, višince, ne, da sem počivala doma, pa sem kar nažgala, mislim, tako, sem imela močne. Super kompenzacija na posebej. To je bilo v Hmajni zdaj na maraton, pa sem se pa odločila, pa prijavila. Čudna so pota gospodov. 2 meseca poškodovana, narediš na koncu rezultat svoje kariere. Ja. Kako se lotiš po sezone 2026, človek sprašuje, ja, da bo še nagradila to. Zdaj, res človek, mislim, mogoče greš na GM4, pa si koleno... Ne bom. Ne bomo. To je bilo dosti enkrat. Ja, to je bilo dosti enkrat. Kdo v tvoji familiji, recimo, je to tvoje športno navdušenje tudi zdelil kdaj s tabo, otroci, mož in tako naprej, ali si pač tista, ki to sama delaš? Ja, moj mož je pač profesor telovadbe, ne? Ja, tako da pač alpinist, gorski vodnik, teče, ne, neki na fitness, otroci pa tudi tako bili, ene treniral gimnastiko, en pa plavanje, no, pa sta pa oba pustila. Zdaj pač fitness. Moški del fitness. Seveda. Teče pa nihče, ne, sam jaz. Pa so se že navadili. Če sem sitna, mi reče pet teči. Pa imajo mir. A danes pa ne greš teči. Ja. Zdaj, ko Vesna Dolenca enkrat ne bo več imela maratonskih izzivov, ker bo vse dosegla, ja, ali se bo podala v ultra vode, v ultra traile, v 100-ke in 100-milke? Ja, to sem tudi že razmišljala, v bistvu, to mi kar leži, no, ampak ne vem, no, mislim, kaj pa vem, mogoče nikoli ne rečem nikoli, no, ampak tako. Vidim ti v očeh. Vse to vidim v očeh, ja. Vse to vidim v očeh. Vesna Dolenc, zdaj, ja, ta pravi triatlonci so šli že spat zdajle, ampak ti nisi triatlonka, ne. Ta pravi maratonci bodo šli počas spat, tudi ob 9, ker bo nas zjutraj zgodaj vstati, pa narediti trening. Midva ima pa narediti še danes še vaje za moč, ja, pa bohet kaše vse, pa treba je še žehto pred, kakorkoli, pa petek zvečer je. A veš kaj, ne? Vesna, tale najin pogovor bova nadaljevala v živo, ne? Mogoče v Ribanci, mogoče pa če ti v Ribanca greš? Ne bom ravno na progi, bom pa zelo blizu. Se bova videla, ja, pa te bom tam še kaj vprašal, ja, pa da vidim, kako si pripravljena, pa da vidim še kakšno skrivnost izvabim iz tebe. Danes sem se zelo trudil, ampak si mi znala dobro odgovarjati, ja, tako da bom zdaj, ko bom poslušal tale pogovor, zelo pozorno poslušal, da vse te skrivnosti tvoje SAP 3 maratona, se vem, moraš malo skriti tudi pred konkurenco, ja, da ne boš vsega razkrila. Če hočete se včlanite v 3K šport. Konkurenca je huda, ja, 3K. V 3K se včlanite, pa boste tam potem trenirali lahko zvestno, potem videli, kako ste lahko dobri, pa laufate maraton. Po 3, ja, tudi, ja, če niste več stari 30 let, čeprav Vesna, kdo bi mislil, ja, da nisi več stara 30 let, ja. Mislim, da si prehtela vse tiste 30-letnice praktično tam, ja, tako da v Ljubljani na maratonu, tako da se lahko skrijejo. Jaz ti bom zahvalil za tvoj čas, evo, zdaj sem ti več kot 1 uro, ampak me je neskončno zabavalo, no, sem vedel, da bo tole dober, ja, spet sem se nekaj novega naučil in vsekakor bom zdaj še bolj pozoren, ja. Na počitek, ne?
Boš počival. Predvsem na počitek. Ja. Pa še na vse ostalo, ja, ne smem kolen si razbiti, srce moram paziti, ja, pa uživati moram predvsem v tem, kar počnem. Tako, uživati. Jaz rečem z vetrom v laseh, uživati, se prepustiš. Nimam več kaj za dodati. Dame, gospodje, Vesna Dolenc je bilo tole. Hvala, Vesna. Leti vse še naprej. Enako. Adijo.